koalicijskem dogovoru, da prestavimo odločanje o nekaterih pomembnih zadevah na jesen, sem pričakovala, da bodo delovne skupine, ki so se ukvarjale tako sanacijo bank, kot zakon o državnem holdingu, kot o zlatem pravilu, da bodo te skupine res našle ustrezne in strokovne odgovore na vsa ta zapletena vprašanja. Vem, da so skupine dobro delale, da so bili v teh skupinah kompetentni ljudje in da so da so stranke zbližale stališča in da bi bilo mogoče priti tudi do ustreznih skupnih odgovorov. Žal mi je, da se je na zadnjem sestanku parlamentarnih strank izkazalo, da vendarle opozicija ne želi podpreti zlatega fiskalnega pravila, da obstajajo še vedno pomisleki glede bank in tudi glede holdinga. Sama ocenjujem to kot neodgovorno, nekonstruktivno dejanje opozicije in obžalujem, da se sklicuje tako pozitivna Slovenija, kot tudi SD, na ustavne pravnike, na neke zadostne informacije in tako naprej. Sedaj je čas, ko Slovenija potrebuje bolj enotno politiko, da da pozitivne signale navzven in na ta način tudi prepreči dodaten padec bonitetnih ocen Slovenije. Pričakujem tudi od predsedniških kandidatov, eden od teh je danes tukaj z nami, da tudi v tej svoji predkampanji delujejo v podporo poenotenju slovenske politike in ni primerno, da se predsedniški kandidati, še manj pa predsednik države, postavlja na stran ene stranke ali opozicije, če tako rečem, pač pa je vloga predsednika v tem, da poziva stranke k enotnosti, k iskanju skupnih rešitev. Kot veste, Nova Slovenija podpira kandidata SDS in Nove Slovenije, dr. Milana Zvira, ker menimo, da zastopa tudi naše vrednote, da je človek z mednarodnimi izkušnjami, z izkušnjami v Sloveniji, deluje povezovalno in zato je dober kandidat, ki bi zastopal vse slovenske državljane. Zato bo Nova Slovenija naredila vse, da bo v pomoč in podporo našemu kandidatu dr. Milanu Zviru. Morda se vrnem samo k zlatemu fiskalnemu pravilu. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je to potrebno zapisati v ustavo, ne zato, ker tako menijo pravniki, pač pa je to politična odločitev, ki bi dala zelo močan signal vsem tistim, ki nam posojajo denar, vsem tistim, ki odločajo o bonitetnih ocenah. Torej, to je politična odločitev, ki bi bila močan zunanji signal vsem tistim, ki sprejemajo pomembne odločitve pri posojanju denarja, pri določanju bonitetnih ocen in tako naprej. Primerjava s Francijo ni primerna. Francija ima v Evropi, v svetu povsem drugačno težo kot Slovenija in Francija tudi si pod drugačnimi pogoji sposoja denar, kot si ga Slovenija. Če pri nas obrestna mera preko 7%, jo imajo oni 1% oziroma celo negativno obrestno mero, torej oni ne potrebujejo tako močnih signalov navzven, kot jih potrebuje Slovenija. Zato primerjava med odločitvami Holanda ali pa našimi odločitvami v Sloveniji nikakor ni primerljiva. Slovenija potrebuje nujne reforme in Novi Sloveniji menimo, da moramo še bolj odločno te reforme predstaviti oziroma jih tudi sprejeti in narediti vse, da se Slovenija izvije iz te krizne situacije. Ukolikor nam to ne bi uspelo, menim,
da ni primerno, da bi podaljševali to politično krizo, ampak je treba začeti na novo. Čeprav bi politična kriza pomenila ponovni padec Slovenije in zato menim, da se politika v Sloveniji mora poenotiti, mora najti skupni jezik, kajti politična kriza lahko položaj Slovenije samo še dodatno močno poslabša. Zato apeliram tako na koalicijske partnerje, da ostanemo enotni, da speljemo reforme, apeliram pa tudi na opozicijo, da naj vendarle misli na Slovenijo.